družine nekoč. A se sliši? No. Rada bi vam obudila spomin na Matičev rod, ki je živel v Radovni v hiši številka 5. Sedaj hišo predstavljajo samo še razvaline. Ob pogledu na nekoč tako lepo in mogočno stavbo se ti zarosi oko in te stisne pri srcu. Veliko je lepih spominov nanjo in na čudovito okolico. Tu je bila rojena naša mama in njene 3 sestre. Ata je prišel iz Spodnjih gori, iz velike družine Barunovih. Da se je preživelo, je bilo treba s trebuhom za kruhom. Služil je pri Lipnikarjevih na Žagi. Spoznal je čedno Lizo. Njuni srci sta začeli hitreje utripati in kmalu sta se poročila z željo in upanjem, da bo dvoje lepše. No, se je tudi bilo. Družina je postala vedno večja in treba je bilo za njo skrbeti, kar ni bilo enostavno. Pri nas je živela tudi ena od 3 maminih sester, teta Mina. Ker se nas je rodilo 5 otrok, je bila v družini veliko pomoč. Rada je imela živali in delo na polju, seveda s pomočjo vseh nas. Oče je delal v železarni, mama pa je bila glavna pri štedilniku. Kot izučena šivilja je veliko šivala pozno v noč za stranke in za družino. Bila je zelo rodoljubna, k temu pa je privajala tudi nas otroke. Oče, če enkrat nisi opravil dobro, je bilo pač treba ponoviti. Tudi pri očetu je veljalo, da red mora biti. Če opoldne nisi pravočasno pri skledi za mizo bil, si pač ostal lačen in težko čakal večerje. Zavedno mi je ostalo v spominu, kako me je prebudil zjutraj ob 5. uri, da bi šla spat k malemu Ivanu v posteljo, ker sta se z mamo odpravljala k maši. Jaz pa, kot da ni nič, ne slišim. Naenkrat pa je potegnil pas iz hlač in mi naložil prave vzgojne po nagi riti. V hipu sem bila še kako budna in ležala pri bratcu. Tudi brat Miran je delal na Jesenicah. Delal je na sanitetni postaji, kjer je bila zaposlena tudi čistilka, samohranilka z več otroki. Lepega dne je Milan prišel domov z malim detecem, ki se ji je mati odrekla. Dojenčica Urška je člane družine zelo presenetila. Kaj hitro pa smo jo zelo vzljubili. Še najbolj teta Mina, ki bi jo takoj posvojila. Črnooka Urška je bila pri nas več kot 2 leti, ko se je ponjo vrnila njena mamica in jo odpeljala. Vsi smo jokali za Urško, ki je osvojila naša srca. Vedno znova se je pojavljala nove dogodivščine. Starša sta začela graditi hišo. Z veliko truda in potrpljenja jim je to tudi uspelo. Selitev v nov dom je bila za nas velika sreča. Starša sta si prizadevala, da otroci pridemo do poklicev, kar jim je tudi uspelo. Leta pa so hitro tekla in odfrčali smo vsak v svoje gnezdo. Le brat Ivan je ostal doma z družino ter prevzel skrbi za domačijo.
Jožeta, ki je bil poročen na Bledu, je dobra žena Anka zapustila zavedno, kar je bilo najhuje, pa še 2 majhna sinova. To je bilo za vse velika žalost. Mama in ata sta se takoj odločila, da Brankota vzameta v Radovno. Mlajši Jožko pa je ostal v pristavi pri teti Milici. V dobrem in slabem so leta hitro tekla naprej. Starša sta bila srečna z Brankotom in vsi smo ga imeli radi. Ko se je Ivan poročil, je Branko dobil za družbo Irnija, da mu ni bilo dolgčas. Leta so hitro tekla in treba se bilo odločiti za poklic. Branko, kam bo šel, pravi mama. Kot ministrant se je odločil za duhovnika. Ostalo pa je pri policaju. Mama je bila šokirana. Pač tako je. Nevidna roka od zgoraj ga je vodila na prakso policajev za Gorje, kjer je našel svojo mravljico Alenčico. Skupaj sta si ustvarila čudovito družino z 2 hčerkama. Čas hitro teče, od nas so že odšli ata, mama in žal tudi brat Jaka. Veseli me, da se je Matičeva rodbina ponovno, tokrat že drugo zbrala, za kar gre zahvala Zagorskemu Brankotu, ki mu je uspelo, da nemogoče postane mogoče. Naj Matičev rod še dolgo v veselju in sreči prijateljstvu živi.